To je bilo noro, koliko časa sva si vzele za to, za samo izvedbo, pa še prej za pripravo. In da ne govorim potem o produkciji, ne, mislim, to je bilo skoraj, kot da bi delali dokumentarec. Moramo pa pač priznati in povedati, jaz si to štejem mogoče kar za plus točko, da so bili popolni samoukinji, ne. Tako da ni bilo nikogar, ki bi naju zares vodil skozi to, ki bi nama povedal, kaj najprej narediti, a napisati scenarij, a narediti transkript. Pač učili sva se s tem, ko sva delali podcaste, ne. Tako da od tistega prvega do zdaj, je velika razlika. Predvsem v načinu dela, mogoče ne toliko v vsebinskem rezultatu, vsekakor pa upam, da v zvočnem rezultatu. Pač res so bili, tako zanimivi ti začetki, in vse ideje, ki sva jih takrat imeli in kako sva se vsega tega. Tako da ja, Andrej, ki je bil takrat tudi najin šef, je enkrat tako pripomnil, da pač, koliko časa midve porabiva za to, ne. In sva seveda takoj zaropotali, ker pač takrat se je smelo še ropotati, če tako rečem, ne, po medijih in tudi na glas povedati take stvari. Ampak ja, imel je pa tudi Andrej ogromno posluha za to, da sva ta podcast peljali in speljali skoraj do konca.